Hojla, sem Tija in sem nadobudna glasbenica. Letošnja zmagovalna pesem Eme Voda mi je zelo všeč. Zato komaj čakam, da spoznam pevko Ano Soklič. Pridite z mano. Živjo. Ali si že kot otrok želela postati pevka? Ja, zelo rada sem recitirala. Stara mama me je malo peljala v petje, ker po njeni strani je veliko glasbenikov, umetnikov, nasplošno slikarjev, tako da skupaj s staro mamo sva veliko prepevali. Jaz obiskujem glasbeno šolo in hodim v 5. razred klavirja. Ali si tudi ti kdaj hodila v glasbeno šolo? V glasbeno šolo žal nisem hodila. Jaz sem v bistvu sama veliko osvojila znanja tokom let, od različnih ljudi se učim, ampak izobrazba pa je najbolj pomembna, tako da super lepo, da si v glasbeni šoli kar nadaljuj. Bom. Kaj pa bi bila, če ne bi bila pevka? Igralka bi bila. Tako si tudi ti si želiš? Ja. Zakaj pa bi bila igralka? Zato, ker mi je všeč, da se lahko človek preobrazi v različne like in doda košček sebe. Kako pa je stati na odru Eme? Zelo lepo. Veliko ljudi ti stoji ob strani. A pa si imela kaj treme pred nastopom? Seveda sem imela tremo. Potne roke sem imela že 10 dni prej, sigurno. Pa tako malo sem se mrzlično zbujala zjutraj, spomnim. Kaj pa je metaforičen pomen, ko omeniš v svoji pesmi voda? Voda se mi zdela taka lepa beseda, večplastna. Težko, da voda ne vdre nekam, ko se zgodi poplava, ampak če imaš pa nek močen, lep odnos z nekom v življenju, je pa v bistvu nemogoče, da bi voda prodrla v neko ljubezen. Zame sem se imela krasno, vendar voda drvi, čas pa beži in kmalu bo to Evrovizija. Jaz sem za Ano držala pesti, držite jih tudi vi. Adijo!